Kopra. Mi smo Maša, Daja, Petra in Minea. Dobrodošli v Nit za nit. Podcast, kjer skupaj zašijemo luknjo v vaši modni zavesti. Dober dan, dragi poslušalke in dragi poslušalci. Dobrodošli v podcast Nit za nit, ki se ukvarja s trajnostno modo. Danes sem z vami jaz, Maša Bolvevič, in se izjemno veselim svojega prvega podcasta. V naslednjih nekaj minut take it slow, like slow fashion, in uživajte v pogovoru z Metko Magdaleno Šori, vodjo Centra uporabnih predmetov Komunale Izola. Pa, Metka, dobrodošla v naš podcast. Dober dan, hvala za vabilo. Me zelo veseli, da danes začnemo s tabo in ker smo seveda na podcastu o trajnostni modi, za začetek bi te mogoče vprašala, da nam poslušalcem pomagaš izrisati sliko v glavi. Ali bi nam mogoče lahko povedala, kaj trenutno nosiš in ali je kaj prav iz cupa? Ja, moram reči, da ni lih vse, ampak na sebi imam modro majčko, eno pleteninico iz cupa, en zelo udoben jeans jacket iz cupa. Hlače so sicer iz enega second handa, čevlji, supergice prav tako iz cupa. Torbica je pa, mislim, da plotene izmenjave z eno prijateljico. In to me res veseli, da podcast o trajnostni modi začnemo v 100% trajnostnem outfitu. Jaz trenutno imam večinoma stvari, ki sem jih posodila iz omare svoje mamice. Tako da je to tudi zanimiva stvar, kako v bistvu starši tudi vplivajo na modni slog. Ampak, zdaj, ko smo začeli tako malo z modo, mogoče bi predvsem predstavila cup, oziroma kako bi ti predstavila cup, kaj so neke najboljše in najbolj pomembne vrednote cupa in kaj pravzaprav je cup za poslušalce, ki mogoče niso vedeli, da tako nekaj obstala na naši obali. Seveda, z veseljem. Torej, zgodba cupa je zdaj že več kot 10 let dolga. Je del Komunale Izola, torej komunalnega podjetja, in mogoče bom zato malo bolj iz odpadkovnega vidika predstavila ta aspekt trajnostne mode danes. Cup je najprej nastal kot en mali kotiček na zbirnem centru, ker smo se začeli zavedati, da na zbirnem centru da prispeš ogromno stvari, ki je uporabnih. In kot komunalno podjetje seveda smo že dolga leta delali na področju spodbujanja ločevanja odpadkov, ampak ker so te količine samo rastle in rastle, tudi če se stopnja ločenosti sočasno viša, se globalno odpadki pomnožujejo, smo opazili potrebo, da bi naredili nekaj, da lahko vplivamo na to, da bi se zmanjšala količina odpadkov na izvoru. In tako smo najprej opremili eno malo zidanico s policami in smo tam dali prostor dejansko predmetom, ki so še bili v dobrem stanju, ki bi jih ljudje lahko še novi ljudje uporabili, in je pa bila lokacija seveda odročna, in ko smo nekaj let kasneje našli pravi evropski projekt, s katerim bi lahko ta vizija nekega centra v samem mestnem jedru, torej približali ljudem možnost tega, da bi svojim stvarem, katerih ne uporabljajo več, zagotovili neko daljšo življenjsko dobo. In to dejansko cup je. Cup pomeni center uporabnih predmetov, torej stvari, ki niso še odpadki. Tudi če jih sam ne potrebuješ več in se jih želiš znebiti in nimaš nikogar, kateremu bi to lahko podaril, predal, prodal, kakorkoli, pač to ne pomeni, da moraš ti stvar vršiti v smeti in da mora ta stvar postati odpadek dejansko. Tako da sam cup se je odprl leta 2019, lih v mesecu maju, tako da
beležimo zdaj 7. obletnico. In se je tako nekako od samega začetka organsko, povsem organsko specializiral v tekstilu. Tako da danes, če pogledamo med vsemi kategorijami izdelkom, ki prispejo in grejo iz cupa, jih je tam dobrih 75, skoraj 80%, predstavljajo oblačila in pa modni dodatki. Cup smo tudi opremili, že sama oprema je v celoti v bistvu bila ustvarjena iz ponovno uporabljenega pohištva in kosov pohištva. 2 meseca smo dežurali na zbirnem centru, videli, kaj je prispelo, ki bi lahko še bilo uporabno, malo predelali, malo pobarvali in smo dejansko želeli ustvariti prostor, ki bi bil kot en dom za te še uporabne, a ne več zaželjene predmete in da bi sočasno to bil tudi prostor, v katerem človek čim vstopi, zazna to polje ponovne uporabe oziroma kaj vse je s ponovno uporabo možno. Jaz mislim, da ste odlično zadevo naredili, ker imam eno prijateljico, ki mi je večkrat povedala, kako rada gre v cup in kako ji je to najljubši second hand na obali in pač dejansko je na Instagramu postavljala fotografije samega prostora in se dejansko vidi, koliko je lep ambient, koliko ima neki zanimiv vintage vibe, ampak se vidi, da so predmeti pozorno kurirani, tako da se dejansko ustvari neki lep prostor. In potem prav zaradi tega bi tudi vprašala, ker cup ni le prostor za izmenjavo predmetov, za prodajo in nakupovanje, ampak je tudi, to sem prebrala tudi na spletni strani, da je namen cupa izmenjava informacij in dobri praks, izobraževanje ter razvišanje zavesti do okolja. In mogoče bi se zdaj fokusirala na to različne izobraževalne dogodke, ki jih ponujate v cupu in ki so me prav iskreno navdušeni. Recimo, prebrala sem, da ste organizirali medgeneracijsko modno revijo in potem me zanima, mogoče prvo, kaj so vse izobraževalne vsebine, a potem specifično, kako je izgledala ta modna revija. Ja, moram reči tako, da naše primarno delo znotraj cupa je izobraziti ljudi o ustrezni pripravi na ponovno uporabo. Tako da vsak človek, ki vstopi s svojimi odsluženimi predmeti, morda pride prvič, pa prinese stvari, ki so že malo zmuckane, pa ki mogoče imajo še eno packico, pa mogoče je skodelica malo okrušena. In ko pride prvič, človek si misli, ja no, sej tisti, ki bo stvar želel, si jo bo že opravil in popravil. Ne. To je mogoče bilo pred 10-20 leti res. Ne, ampak danes je situacija taka, da je teh odsluženih predmetov od tekstila naprej količinsko toliko, da niti slučajno nikomur ne pade več na pamet, da bi to počel. Tako da prvi korak je ta, da dejansko ljudi spodbujamo, jih učimo, kako ustrezno očistiti, morda popraviti predmete, preden jih dajo. Zdaj, ali jih prinesejo k nam, ali jih vržejo v zabojnik za tekstil, ali jih nekam drugam podarijo, ni važno. Važno je, da se dejansko vsi zavedamo tega, da smo soodgovorni, da naši odsluženi predmeti ne postanejo odpadki. Ne? Tako da je potrebno malenkost se potruditi in stvari pripraviti, tako da lahko še živijo naprej. Ker ni dovolj, da stvari samo damo in zaupamo, da bo nekdo drugi to storil. Mi imamo tudi to formulo izmenjave od samega začetka in je to, bom rekla, ena spodbuda več ljudem, da se potrudijo in stvari lepo pripravijo, ker namreč, če stvari niso lepo pripravljene, ali bodi si jih zavrnemo, ali poskrbimo mi za ustrezno reciklažo, ločeno zbiranje, ampak človek ob temu ne vstopi v sistem izmenjave, torej ne dobi kupončkov in nima možnosti ničesar drugega za to dobiti. Tako da, kar se tega tiče, moram reči, da smo dokaj zadovoljni, da ljudje, velika večina res vzorno pripravijo stvari, pridejo stvari lepo zlikane, perfektne. Marsikdo
pa tudi ne, ampak ne, zato imamo pravilnik in zato smo tam, da konstantno spodbujamo to, da se stvari pripravijo tako, da služijo lahko še naprej nekomu drugemu. Potem poleg tega pa izobraževanj imamo kar veliko, začenjamo v šolah, imamo taka predavanja za šolarje, imamo vodene obiske CUP-a, kjer otrokom tudi pokažemo, kaj to je. Imeli smo in imeli bomo še mentoriranja osnovnošolcev, da sami ustvarijo svoje dogodke za izmenjavo, svojo valuto za izmenjavo, in potem tako rekoč posadimo semena za to, da ker namen ni, da smo mi edina izmenjevalnica, mi smo absolutno pripravljeni in tam za vse, ki bi si želeli sami začeti kaj takega organizirati, bodisi da je to društvo, študentski klub, šola ali pa vrtec. Tako da to je, bom rekla, ena linija teh naših izobraževanj, torej spodbujati izmenjavo, da se multiplicira. Poleg tega smo ustvarili v Izoli tudi kar nekaj kotičkov za izmenjavo, Art kavarni Odeon je kot izmenjevalni kotiček za knjige, v vrtcu Maurica imajo svoj izmenjevalni kotiček za igračke, v osnovni šoli Korte prav tako. Smo z učenci pač ustvarili te kotičke fizično, omare, jih prebarvali, jih naredili, z njimi razmišljali, kaj bi oni si želeli izmenjevati, ker vsak zase dejansko najboljše ve. In potem imamo tu še taka lepa lušna predavanja prav o fast fashionu, in o tem, pač zakaj ni smiselno tega sistema podpirati, in to je namenjeno, bom rekla, malo večji populaciji, srednješolcem, študentom, in konstantno si potem še vezano na različna obdobja, bom rekla, izmišljujemo še nove alternativne, originalne pristope, ki bi lahko to sporočili ljudem, da dajmo se vsi potruditi, da odpadki ne nastajajo, ker je vse zastonj, da odlično ločujemo, če dejansko ne rešujemo problematike prekomernega potrošništva, ki je to, kar ta svet ta trenutko je. Ja, to se popolnoma strinjam. Mislim, meni je fenomenalna cela ta politika v bistvu cirkularne ekonomije, ki izhaja iz dejavnosti CUP-a. Pa tudi ta izobraževalni moment, ki ni fokusiran le na eno demografsko skupino, ampak na več različnih generacij. Kar nekako kot mlada punca, ki se prav interesira za trajnostno modo, čez Instagram ali pa tudi čez pogovor s prijatelji, stekla sem vtis, da v bistvu osebe, ki se najbolj zanimajo za to, pa so na neki način mlade punce. In pol mi je pri CUP-u bilo prav zanimivo, da to sploh ni slučaj, ampak da je to veliko več razširjeno. Pa bi potem mogoče vprašala, kdo vse sploh obiskuje CUP in ali si mogoče primetila razliko med različnimi generacijami ali neki drugimi identitetami pri pristopu do centra uporabnih predmetov, pa tudi trajnostni modi. Ja, definitivno. Prej nisem še omenila teh medgeneracijskih modnih revij, ki smo jih zdaj 4 leta po vrsti ustvarjali z željo, da bi pokazali, da second hand ali third hand ali fourth hand, kakorkoli, to je cool, ne? To ni dejansko rešitev samo za socialno ogrožene, ker namreč ko smo leta 2019 CUP odprli, vedno od samega začetka smo spremljali, kdo so naši uporabniki, ampak v samem začetku sta bile kategorija starejših občanov, torej ljudi, ki niso več na trgu dela, in pa mogoče socialno malo bolj šibkih skupin, so bile nekako najmočnejše. In potem prav skozi vse naše ogromno pač teh osveščevalnih aktivnosti smo najprej začeli pritegniti pač tudi mlajšo populacijo, mlajši ljudje, študenti, in to nekako zadnji
ker res nismo dobri v socialnih omrežjih, dejansko nimamo toliko časa, da bi temu se posvečali, tako da so mogoče prav skozi predavanja in skozi druge dogodke smo jih največ uspeli doseči. In danes je slika povsem drugačna, je homogena, ampak danes socialno ogroženi starostniki predstavljajo, bom rekla, manjši delež, je pa tudi res, da se je število uporabnikov znatno povišalo v vseh teh letih. Ne. Tako da ja, ni ga tipičnega uporabnika CUP-a, ne, ga ni. Prihaja cela družinica, ki potem, ne vem, za otroke, pač za otroških stvari ne uspemo držati v CUP-u, ker bi rabili še eno nadstropje, identično kvadraturo, da bi vse to lahko naredili. Za otroke imamo ločen dogodek, redno, vsaka 2 meseca, blizu CUP-a na Društvu prijateljev mladine in se potem otroci lahko tam oblečejo in oborožijo z novimi igračkami, knjigicami in vso opremo, ki jo potrebujejo. Prihajajo mlade družine, torej, ne, ko prihaja prvi otroček, pa najdejo pri nas in nosečniške obleke in kasneje potem za novorojenčka vse, kar potrebujejo. Prihaja vedno več mladih, študentje, ki jih je zdaj veliko na obali, ko odkrijejo, da obstaja ta možnost, so zelo veseli. Tako da in seveda naše seniorke in seniorji smo izredno zadovoljni tudi s temi uporabniki, ki so mogoče bili ta prvi, ki so zaznali priložnost, ki jim jo CUP ponuja, ne? Se pravi prostor, kjer lahko odložijo svoja kakovostna oblačila, ki jim morda niso več prav ali katerim jih več ne potrebujejo, ker ne hodijo več v službo, ker nimajo več takega življenja. Po drugi strani pa lahko zato dobijo novo garderobo in zato pač penzija ostane nedotaknjena. Tako da ja, pokrivamo res celo paleto, vse različne starostne skupine. In to je res divno. Mislim, čudovito. Mene je tudi to presenetilo, ko sem pregledala spletno stran, recimo v primerjavi z nekaj, kar je navaden second hand shop, dejansko se občuti ogromna razlika med ceno nekih izjemno kakovostnih oblačil ali predmetih v CUP-u. V primerjavi recimo v second handu bi to sigurno bilo veliko draže, ker to je trgovina. Tako da se res vidi tudi čez to neko strategijo v bistvu, da je ideja CUP-a bila veliko širša kot to, da se samo nekaj prodaja ali pa da se samo izmenja. In zaradi tega me tudi zanima, mogoče, da če bi nekdo zdaj bil navdušen s tem podcastom in prišel dati svoje oblačilo ali neki svoj predmet v CUP, kako sploh izgleda ta proces vrednotenja in izbire predmetov za izlog CUP-a? Ja, to ni tako straightforward postopek, ne? Nekako naša merila so seveda. Prvo je čistoča in nepoškodovanost, ne? Se pravi, da so izdelki čisti in da niso pač preveč obrabljeni, odsluženi. Tako da to je najprvi filter, ali sprejmemo ali ne. Kar se tiče pa zdaj, mi imamo 3 vrednostne kategorije. V samem začetku smo imeli 2, potem smo dodali še eno za te neke premium stvari. Dejansko bi jih rabili 10, ker je stvar res raznolika, ampak bi bila malo preveč kompleksna. Tako da imamo te 3 vrednostne kategorije, uporabni izdelki in to bo mogoče ocenjeno, ne vem, majčka fast fashion, H&M bo ocenjena pač en uporabni, en zeleni kuponček, ne. Potem bojo prišle ene leviske, še lepo ohranjene, ne preveč poškodovane in za te bomo dali rumeni kuponček. Tako da malo gledamo brand, malo gledamo predvsem kakovost tkanin in te malenkosti, ko vidiš, kakšen je gumbek, kakšne kakovosti je šiv. Tako da naše roke so naše merilo, ne, vedno potipamo stvari, da razumemo, ali tle gre za nek ceneni poliester, ali je to nek dober material, nek naravni material. Potem imamo pa še to kategorijo premium, katera pa pač redki izdelki sodijo vanjo in tle pa je mogoče, ne vem, bo prišel babičin Murin plašč,
ki je star morda že 40-50 let in ki veš, da bo še naslednjih 40-50 ostal identičen in ni poškodovan, ni obrabljen, tako da za neke te res zelo kakovostne izdelke, ker marsikrat res pridejo čudovite stvari, pridejo stvari, ki so vredne tudi po 200-300 evrov in ker, kot si sama rekla prej, pač naše poslanstvo ni to, da bi ustvarjali nek dobiček, ampak je to, da bi minimizirali količino odpadkov v nastajanju. Pač naš cilj je ta, da čim več stvari gre iz cupa, da pride in da tudi gre. Imamo kar lepo razmerje, 80, tudi kak odstotek več, če potem računamo, kaj gre med, ko menjamo sezone, pa ko kaj čistimo, vedno postavimo to še pred cup, nekaj dni naj gre gratis, nekdo pride mimo, vzame, odide, tako da tega pač ne moremo šteti in to je tisto, kar je najbolj pomembno, no, da poskrbimo za to, da zemljica dobi najmanj odpadkov, kar se da. Seveda smo kapljica v morju, ker je to le Izola, ker je to le en mali center, ampak verjamem, da če nas veliko ljudi začne tako gledati na te izdelke, sploh kar se tekstila tiče, so efekti lahko ogromni. Jaz vedno spodbujam pač ljudi, dejte že v svojih krogih izmenjevati. Že, kot si rekla, ti si oblečena v mamine stvari, top, ne, to je čudovito, ti daš mami, mama da tebi, potem so tu krogi prijateljic, sester, sestričen, kogarkoli, sodelavk. Res je pač izmenjava ena taka praksa, ki je po mojem ena izmed najbolj zelenih, ker je vedno kilometer nič, pač stvari so absolutno lokalne, to še moram poudariti, da ne more prav vsak prinesti v cup svoje stvari. Pogoj za to, da postane uporabnik in koristi storitev izmenjave, je ta, da je tudi občan Izole ali pa trenutno še omogočamo tudi širše vsem obalnim občinam pač to storitev, tako da če je nekdo iz Ljubljane, bo slišal ta podcast, žal nam je, ampak lahko pridete v Cuple kot trgovinica second hand z zelo, kot si ti rekla, Maša, zelo dostopnimi cenami. Hvala za to in pa meni to dobro uvertira za moje naslednje vprašanje, ker jaz sem prav hotela vprašati, koliko pogosto in ali sploh imate turiste, ki obiskujejo in kakšne so njihove reakcije na cup in zaradi različnega mehanizma predvidevam, da so tudi mogoče motivacije ali pa reakcije na cup drugače, mogoče med turisti in domačini. Ja, moram reči, da turisti, evo, zdaj se začenja sezona, nas vedno nahranijo, ker so navdušeni nad ambientom, nad konceptom, tisti, ki si vzamejo čas in s katerimi tudi spregovorimo o tem, da gre dejansko za izdelke, ki so v celoti samo od lokalne skupnosti, da ni nič pripotovalo od ne vem kje. In da za lokalno skupnost delujemo tudi kot izmenjevalnica, so res navdušeni. Spomnim se, enkrat so bili celo eni Angleži, ki niso mogli verjeti, da nekaj takega v Izoli obstaja. Anglija vemo, da je, kar se second handa tiče, absolutna pionirka, da v vsaki vasici vsaj 5 trgovinic, charity-jev, ne, trgovin second handa boš srečal. Tako da ja, turisti so redno zahajajo k nam, redno se vračajo, tudi tisti, ki prihajajo pač v Izolo kot nek obred ali vsako leto ali pa pač manj pogosto. Tako da ja, definitivno nas imajo turisti radi. To mi je res zanimivo, ker tudi jaz kot turistka, ko pridem v neko novo mesto, pa tudi zdaj na obali, ko sem komaj 3. leto tukaj, sem razmišljala o temu, kako v bistvu second handi so lahko tudi neki vid časovne kapsule, kako je nekdaj na nekem lokalnem mestu mode izgledala. In potem je tudi zaradi tega cup prav zanimiv, zaradi tega, ker nekako čez oblačila, pa tudi druge predmete, ohranja neki lokalni slog. In zaradi tega bi me mogoče vprašala, ali obstajajo neke zanimive zgodbe o predmetih ali prav oblačil, na katere si naletela in ki so ti ostale v spominu. Zdaj, da so mi kakšne prav posebno ostale v spominu, je težko, ker tega je res veliko. Zdaj, skozi naše roke vsak dan pride 100-200 predmetov in še enkrat toliko jih gre ven, tako da dostikrat
Stranke reče, ja, se spomniš tisti plašč in ne, se ne spomnim, ker je tega res toliko, ampak kar nas znova in znova razveseli, je res, ko dobimo te kose pač iz te kakovostne jugoslovanske tekstilne industrije, slovensko muro, rašico, labod, to so kosi, ki so timeless, kakovost, ki je danes več ne najdeš, ne glede na to, kakšno ceno plačaš. In prav, kot si sama rekla, to lahko pač turistom, ko si kak turist, kak tak kos izberemo, potem povemo seveda tudi zgodovino te modne industrije, nažalost izgubljene modne industrije, ki smo jo imeli. Tako da ja, veliko lepih predmetov pride. Ne vem, enkrat se spomnim, to še kar na začetku so prišli neki čevlji, taki malo kot nek piton, rumeni, in pol ena stranka, ki je res taka zelo fashionista, je to ona pregooglala in pride naslednjič, rekla, vi veste, da so te čevlji vredni 500 evrov. Tako da pa je prišla torbica, ne vem, Kočinele ali kira znamka, ki tudi je gospa rekla, to je vredno 200, ne vem koliko evrov. Tako da pridejo tudi zelo lepo hranjene, zelo kakovostne stvari. Ni to, bom rekla, večina, so te perlice in zato imamo belo vrednostno kategorijo in imamo tudi, to smo mislim, da lani ali predlani ustvarili en kotiček dodaten, ko smo pač iz prostora, ki smo ga v začetku imeli namenjenega za delavnice, potem je prišel COVID in smo pač ta prostor predrugačili in smo v tem prostoru potem ustvarili še en dodatni kotiček in mi mu rečemo kotiček biserov in tja umestimo te res posebne stvari. Damo pa tudi uporabnikom pač omejitev in to je, da vsak lahko izbere samo eno stvar, ker želimo res zagotoviti, da imajo nekako vsi dostop do vsega. Po drugi strani pa tudi spodbujati to, da ne glede na to, da če si uporabnik, torej imaš kupončke, torej dobiš stvari brezplačno, da to še ne pomeni, da moraš kar vzeti vse, kar ti je všeč. Pač premisli in vzami in izberi tisto, kar ti bo res služilo, ker najbolj ekološka praksa, ki jo vsak izmed nas lahko uvede, je to, da stvari nosi znova in znova, en in isti kos. Jaz sem danes verjetno v isti majici, kot sem bila prejšnji teden tukaj in ni nič narobe s tem, to, da so nam pač nas prepričali, sploh ženske, da moramo biti konstantno nove, konstantno drugačne, da je ena majica, zdaj, če je že videna, jo skoraj treba završiti in kupiti novo. Ni res, pač stvari so narejene za to, da se nosijo. Če so v letih 50 letih prejšnjega stoletja si je vsak kupil ali dal se šiti 10 kosov in jih je povprečno 100-krat oblekel. Danes, mislim, da je statistika lanska pravi, da si povprečni človek v našem zahodnem svetu kupi več kot 70 kosov oblačil na leto in obleče jih v povprečju 7-krat. In tukaj tiči ta problem. Tako da jaz pravim, ja, izbirajmo, kaj kupujemo, ker s tem, ko nekaj kupimo, tisto industrijo mi podpiramo, ker stvari, ki niso etično in zeleno proizvedene, ne bi bile problem, če jih nihče ne bi kupoval. Tako da to je ena stvar in potem, ko izberemo, dajmo tisto nositi. Še in še in še in še in še in ko ne nosimo več, dajmo pripraviti, tako da damo nekomu in lahko to nosi še naprej. To se popolnoma strinjam, pogotovo, ker sem prebrala eno besedilo o inovacijah in kreativnosti in v bistvu to besedilo je razlagalo o temu, kako smo mi bolj kreativni in inovativni, ko delamo v nekaj omenjemu. In prv sem razmišljala o svoji omari, ker jaz sem študentka, ki živi v stanovanju in veliko stvari mi je ostalo domov v Beogradu in tukaj si izbiram, kar prinesem s sabo. In prv sem ugotovila, da v tej, recimo, omejitvi omare delam veliko več bolj kreativnih kombinacij oblačil, ker dejansko nimam 70 milijonov kosov oblačil za izbrati. Tako da se popolnoma strenjam, da je nujno zavedati se o tem, kako funkcionira ta predvsem fast fashion industrija. Ker tudi, ko sem jaz začela šiti, mi je bilo res presenečenje, koliko je komplicirano narediti
samo ene navadne pantalone oziroma hlače. To mi je nekako ostalo v spominu in zdaj se res prizadevam, da veliko več prvo nosim to, kar že imam, a drugo, ko nekaj kupujem, da si pomislim, ali jaz to dejansko potrebujem. In zaradi tega mi je tudi super, da obstajajo i tisti izobraževalni dogodki v CUP-u in mogoče bi to uporabila tudi kot uvertiru, da se zdaj vrnemo nazaj na te modne revije, ker če sem prav razumela, prav njihov namen je bil, da se pokaže, kaj se lahko naredi s starimi oblačili. Ja, točno tako. Mogoče tle na obali smo za razliko od drugih delov Slovenije malo bolj počasni pri dojemanju tega novega trenda second handa, ker dejansko second hand globalno gledano postaja trend, sploh pri mlajših generacijah. Obstajajo tudi prognoze, ki jaz srčno upam, da so pravilne, da bo čez nekaj let v številkah second hand prekosil fast fashion. Držimo pesti, delajmo naprej, da se to zgodi. In prav iz tukaj smo rekli, kaj lahko naredimo, da širši javnosti pokažemo, da niso rabljena oblačila neka solucija za socialno ogrožene, ampak da z njimi lahko oblikujemo res pravi fashion trend. Tako da začeli prvo leto smo imeli samo upokojenke in deklice. Deklice smo oblekli v zelo vintage kombinacije, upokojenke pa v take trendi, barvite, divje. In to smo imeli v Manzioljevi palači in potem naslednje leto seveda naši uporabniki vsi navdušeni na to idejo in prošen, da lahko sodelujejo vedno več, tako da smo potem vsako leto dejansko gledali, kaj je zdaj v trendu, kaj modna industrija narekuje, kaj je zdaj v modi, katere barve, kateri vzorci, katere kombinacije. In smo mogoče kak mesec pred dogodkom začeli dajati na stran, kar je prihajalo, ker namreč v CUP vedno prihajajo sezonska oblačila. Mi nimamo zelo velikega prostora in zato prosimo ljudi, da nam pomagajo tako, da nam prinašajo samo tisto, kar bi se ta trenutek tudi nosilo, tako da je prihajalo vse aktualno. In smo uspeli vedno sestaviti zelo, zelo lepe outfite in v njih obleči deklice, dekleta, starejše gospe in na koncu tudi moške, ne nazadnje, in pa dečke, ker smo dejansko pokrivamo celoten spekter, smo rešitev za vse generacije in vedno smo tudi več outfitov, se pravi, sestavili. Mislim, da lani je bil vrhunec, smo imeli več kot 20 modelov in za njih smo ustvarili 3 različne outfite. Enega smo prav rekli, moške srajce, to je ena stvar, ki jih dobimo ogromno in grejo zelo malo, ker tudi moški se spreminjajo, malo želijo biti bolj udobni in mogoče večkrat oblečejo majčko kot pa srajco in smo potem malo, zapneš 2 srajci skupaj, pa to postane krilo, pa jo obrneš spodnji del na vrh, pa je še kapuca, tako da smo brez šivanja pokazali, kaj se še vse lahko iz teh srajc naredi. Poleg tega smo pa še gostili eno mlado oblikovalko tukaj iz Kopra, ki je pa pokazala, kaj pa sploh, če pa še šivaš, če pa še dodaš to kreativo zraven. Potem smo pa res limitless, brezmejni. To je res čudovito in tudi mi je bilo zanimivo, ko sem brala nekaj malo o tej modni reviji. Zanima me, kako ste sploh prišli do modelih? To so vse uporabniki CUP-a ali je bilo malo... Absolutno, 100%. Vsi so uporabniki in uporabnice CUP-a. Tudi, bom rekla, vsak detajl, od čevljev do oblačil, do klobukov, do brošk, do nakita, vse smo vedno zbrali izključno med predmeti, ki so prispeli na CUP. Ker smo prav, jaz verjamem, da ko delaš avtentično, se to čuti.
kdo boljše kot naši uporabniki, ki izmenjujejo, ki se v vsakdanjem življenju oblačijo v oblačila, ki jih najdejo v CUP-u, lahko svojo prezenco to sporočijo, tudi tistim, ki jih vidijo, jih ni. In kdo boljše kot oblačila, ki so dejansko iz CUP-a, lahko to sporočijo. Tako da ni bilo lahko, ampak smo se potrudili, da smo v celoti vse ustvarili samo iz k nam prispelih ponovno uporabljenih oblačil in dodatkov. Ko sem tudi brala, sem videla, da ste v prvih 5 letih dobili več kot 50,000 kosov modnih oblačil in več kot 20,000 izmenjav se je zgodilo. In ta odziv je meni res bil neverjeten, ko sem ga prebrala. Mislim, zdaj smo omenili avtentičnost in iskrenost pri delanju in to se tudi res občuti, ampak kaj vse misliš, da je razlog za tako ogromen odziv? Predvsem, ker ste nekako začeli dobesedno pred covidom in pol predvidevam, da je to bil izziven čas. Tako da mogoče prvo, kako je sploh izgledalo to na začetku, ko je ta pandemija recimo verjetno naredila problem pri ustvarjanju cele zadeve in kako se je potem ta odziv spremenil ali pa zvečal med časom. Dejansko jaz verjamem, da je prav to, da smo od samega začetka se odločili delovati kot izmenjevalnica, bila ena velika spodbuda k temu, nisem nikoli dvomila v temu, da bomo imeli polne police, da bojo ljudje z velikim veseljem prinašali stvari, zavedajoč, da tako ne bodo šle v smeti. Nismo pa povsem vedeli, a bojo te stvari potem tudi odhajale, tako da izmenjava je od samega začetka bila velika motivacija, torej, Maša si prinesla, zato lahko tudi odneseš, ne? In vsak, ki morda tudi prej ni razmišljal o temu, da bi rabljene oblačila, rabljene predmete začel uporabljati in nositi, je rekel, pa dobro, bom pogledala, ne? In se je to tako začelo, bom rekla, zelo na pozitiven način že v samem štartu. Potem je prišla pandemija kar hitro, mi smo odprli maja 2019, tako da praktično po 9 mesecih smo tudi samo za 1 mesec zaprli in se v tem obdobju dejansko smo najdli način, da vseeno delujemo. Pač pult smo si postavili na vhodna vrata, ljudje so še vedno prinašali, bili so potem seveda so povedali, kaj dejansko rabijo in smo jim to mi poiskali in predali, niso imeli tega momenta, tega brskanja po omarah in predalih, ker namreč pri nas je čisto povsod, se nekaj lahko najde. Tako da verjamem, da je prav ta sistem izmenjave tisti, ki je bil en tak zelo, zelo pozitiven adut, ki nam prinaša številke, ki jih ima. Tudi predvsem to razmerje med vsem tem, kar pride in tem, kar gre, kar je za nam, bom rekla, v primerjavi z drugimi tovrstnimi centri zelo visok. Tudi tukaj zagotovo je izmenjava tista, ki igra eno močno vlogo, saj po eni strani motivira, da se stvari prinesejo, samo stvari, ki so primerne za ponovno uporabo, po drugem seveda je pa spodbuda, da se stvari tudi odnesejo. Meni je bilo fenomenalno prvič, ko sem jaz sploh ugotovila, da obstajajo centri ponovne uporabe. Je bilo, ko sem bila pa dobesedno lani avgusta v Talinu in oni tudi imajo, oni ga kličejo pravzaprav Center za cirkularno ekonomijo, ampak tudi obstaja en kotiček, ki spomni na CUP. Ampak to je v periferiji mesta in zato vedejo samo lokalno prebivalstvo in jim je nekako preveč daleč in ne funkcionira na tako lep način kot CUP, predvsem kreativen način. In pol me tudi zanima, kdo vse stoji iza CUP-a oziroma kdo je tim, s katerim sodeluješ in kako se med seboj organizirate, da bi vse funkcioniralo tako lepo in zabavno. Ja, seveda, CUP je del oddelka za ravnanje z odpadki znotraj Komunale Izola, tako da smo vsi dejansko del tega. Včasih se pohecamo, da smo mi mikrodel, ki je tisti namenjen zmanjševanju
odpadkov, medtem ko je veliko sodelavcev namenjeno temu, da pač pobira in prevaža te predmete, ki so že odpadki, tako da ja, nas je kar veliko v oddelku, znotraj CUP-a sicer kot operativna točka sva samo 2, plus študenti občasno, ampak tako so pač vsi sodelavci iz našega oddelka nepogrešljivi del za nemoteno poslovanje celotnega procesa, sploh ko govorimo dlje tudi o dodatnih dogodkih in je potrebno veliko rok in veliko glav, da se zadeve speljejo. In zdaj mi je bilo zanimivo, da si omenila študente, ki so občasno tukaj, pa zdaj kot študentka, ki je tudi na obali, pa tudi mogoče nekdo, ki bo poslušal in ki se zanima za trajnost nasplošno, pa bolj specifično trajnostno modo. Ali to pomeni potem, da obstajajo različne priložnosti za študente ali kaj? Običajno ja, v poletnem delovnem času odpremo to dodatno mesto, ker je poletje vedno malo bolj obremenjujoče, kar se dela tiče, tako da ja, hvala bo razpis. Eto, študenti, tukaj ste prvo slišali, da veste, kaj se lahko naredi čez počitnice, da je lepo in kreativno. Ja, bi pa še na en delček, pomočnikov CUP-a ne smemo pozabiti in to so pa tudi naši uporabniki, ki, spomnim se, na samem začetku je bilo eno kratko obdobje, ko sem sama delala znotraj centra in je teh stvari bilo seveda ogromno. In en dan je tako bil en kup oblačil in še je prihajalo in poln CUP uporabnikov in nekdo je rekel, a ti pomagamo? In jaz sem rekla, ja, prosim. In so ljudje začeli zlagati, pospravljati, odnašati, tako da imamo, to so bolj, bom rekla, seniorji in seniorke, ki imajo mogoče malo več časa. Imamo kar nekaj ljudi, ki pride dokaj redno, ki pospravi en predalček, en kotiček in tako da je tudi to zelo, zelo dragocena pomoč, ki jo prijemamo. In spet verjamem, da je prav zato, ker center sam deluje kot izmenjevalnica za lokalno skupnost, spet ta izmenjava spodbuja to, da mogoče damo več, kot pa dobimo, da smo željni pomagati, da smo željni sodelovati tudi vsi ti projekti, modne revije itd., ki jih izvajamo. To so naši uporabniki, ki z veseljem priskočijo na pomoč, ker vejo, ne samo, da je to prostor, kjer marsikaj dobijo brezplačno, ampak ker vejo, da je to prostor, kjer veljajo določene vrednote in za njimi stojijo in se želijo potruditi, da se še dodatno razširijo. To me res veseli, da v bistvu je to prostor, ker se tudi skupnost ustvarja. Ker nekako, mislim, zdi se mi tudi, da čez to izmenjavo v bistvu ljudje stopajo med sabo v določene stike, ker se boljše tudi spoznajo pa čez te predmete. Tako da, mislim, ta pogovor, pa tudi pomoč, pa tudi izobraževanje in zavedanje o temu, kaj pomeni trajnost, je res, res pomembno. In pol bi mogoče tudi zaradi tega, ker se res, res vidi, da ful rada imaš to, kar delaš, bi te vprašala, kakšne so mogoče neke prihodnji načrti in vizije CUP-a, kako se bo razvijal. Ker ste uspešni in upam, da se to bo samo nadaljevalo in samo naraslo. Ja, da zadeva je taka, da če bi prostorsko lahko rastli, torej če bi lahko bili fizično večji, bi se lahko še res marsikaj naredilo. Žal smo pač trenutno omejeni s to našo kvadraturo in smo jo že kar do dobra izkoristili in tako da bom rekla v prihodnje nadaljujemo s tem, kar smo že pred parimi leti začeli, je prav to motivirati, spodbujati, učiti še druge, da ustvarjajo priložnosti za izmenjavo in pa seveda dogodki še za ciljne mogoče bomo nekega dne organizirali sejem ponovne uporabe, še za pohištvo, za take večje stvari, tako da to imamo v nekem planu, ampak spet je to vprašanje lokacije, vprašanje kdaj in kako se lahko stvari izvedejo, ne, da smo na varnem. Ampak sodelujemo pa še z drugimi lokalnimi organizacijami in organizatorji. Zdaj bomo na primer letos prvič na Kinu Otok tudi izvedli en mini izmenjevalni kotiček, tako da če že ne moremo večati CUP-a in s tem ponujati več priložnosti za izmenjavo večjim kategorijam izdelkov,
pač se pa mi mal preselimo, ne, pa ne vem, v sodelovanju z Centrom za šport, kulturo in prireditve vsako leto organiziramo pustno izmenjevalnico na odprtem, ne, kjer pol otroci pa družine lahko pridejo do pustnih kostumov, zdaj to pač na Kinu Otok in v nadaljevanju. Zelo se odzivamo na to, kar pride, ne. Verjamem, da so najboljši dogodki tisti, ki se zgodijo, kjer je potreba, ne. Tako da smo zelo veseli, no, tudi če se med poslušalci kdo iz lokalnega območja iz Izole spomne, da bi imel naš suport pri tem, da ustvari kaj podobnega, kaj v tem stilu, smo na voljo. Super. In ful se veselim, da se bomo videli na Kinu Otoku, ker jaz sem že načrtovala priti na filme, ampak zdaj imam še novo motivacijo priti tudi na ostale dogodke. Super. Tako da, mislim, super mi je ta koncept, še se dodatno nadaljuje to ustvarjanje skupnosti, pa tudi to, da je CUP veliko več kot tisti prostori in da se on občuti, upam, kmalu čez celotno obalo. In mogoče recimo eto za sklep, kar smo se veliko pogovarjali o vsemu. Meni je tudi bilo ful lep tvoj stavek, ki sem ga našla v enem novinskem članku, ki kaže: pomembno je ustvarjati alternative, če želimo biti sprememba, ki jo želimo videti v svetu, moramo spremeniti naše potrošniške navade in vklopiti kreativnost. In to dejansko je sklep našega razgovora, ampak recimo bi ga mogoče prej končala z vprašanjem, kaj bi potem želela nasvetovati našim poslušalcem in poslušalkam, ki hočejo od danes pa naprej zmanjševati svoj vpliv na okolje. Ja, definitivno bi svetovala, preden karkoli kupiš, naj te cena ne premami, se vprašaj, kako je možno, da ta stvar tako malo stane. Poglej kakšen video na YouTubeu o hitri modi in se zavej, zakaj sploh je moda tako poceni danes, ker pred leti tega ni bilo, to ni obstajalo. Torej, motiviraj samega sebe, da odkloniš tem skušnjavam, ne? Ker dejansko gre za skušnjave. In drugi korak je pa ta, da najdi alternative. Če jih ne najdeš v svoji bližini, ustvari jih, ne? Jaz sem tako pred mnogimi leti začela se nočem podpirati te industrije, nočem, kaj bom naredila, pa bom začela organizirati dogodke za izmenjavo, ne. Vsak izmed nas je lahko del spremembe, lahko je to res zelo, zelo preprosto, lahko je to reči, da delam kampunce, pa kaj naredimo eno čajanko, pa si izmenjamo, kar ne nosimo več, enkrat na 4 mesece. Ne, tako da alternativ je veliko jih obstaja in jaz držim pesti, da jih bo še veliko več v bližnji prihodnosti. Strinjam se popolno in boljše ne bi mogla zaključiti ta naš razgovor. Še enkrat, Metka, najlepša hvala, da si prišla. Jaz sem res uživala, lepo sem probila led s tabo. Hvala ti, da si mi omogočila tudi, da sem sproščena. Ker se v tem podcastu učimo veliko stvari, pa tudi o tem, kako narediti en podcast. Tako da res hvala za vse in vidimo se najpozneje na Kinu Otoku. Tako da, s tem bi končala. Super, jaz bi se tudi rada zahvalila za vabilo in zahvalila bi se tebi in celi ekipi, da snujete in ustvarjate take projekte in omogočate, da se v bistvu glas razširi še malo širše od tega, kakor lahko gre. Upam, da ste uživali v našem pogovoru. Vse, ki ste zainteresirani, Metka čaka v CUP-u. Nikakor pa ne zamudite njene stojnice Skvačkajmo prihodnost v sodelovanju s koprskim studijem Druga skica. Našli jih boste na festivalu Kino Otok v Izoli 12. junija med 17. in 20. uro v parku Svetilnik. Podcast je bil izveden v okviru projekta Nit za nit trajnost vsak šiv. Projekt financira Evropska unija v okviru programa Evropska solidarnostna enota. Glavni namen SC projektu je, da se skupaj učimo. Zame je to med drugim tudi izpopolnjevanje slovenščine, saj sem pred kratkim prišla iz Srbije. Zato, za morebitno lektoriranje jezika ali, še bolj pomembno, za dodatno vprašanje o trajnostni modi in gosti te epizode, se lahko obrnete na nas spodaj v komentarjih ali na Instagram Pine @pinakoper.
To je to.